Na slovenske ceste so pripeljale kar 3 Volkswagenove novosti. Začnimo najbolj pompozno, z modelom, ki veliko stavi tudi na svoj imidž. Glavna novost prenovljenega Arteona je karavanska oziroma shooting brake različica. In ker imajo slovenski kupci karavane tradicionalno raje od limuzin, zdaj pri Volkswagenu pravijo, da bodo takšni kar 4 od 5 slovenskih Arteonov. Karavan bolj kot prtljažnik poveča višino stropa za potnike na zadnji klopi. 5 cm več prostora za glave bodo imeli. No, je pa dobrodošlo, da se vrata prtljažnika zdaj serijsko odpirajo električno. In če že govorimo o imidžu, podobi, hitro boste opazili ta zdaj zelo širok LED svetlobni podpis. No, žarometi Arteona pa zdaj serijsko svetijo v polni LED tehnologiji. Opcijsko pa so lahko seveda tudi matrični. Pri Volkswagenu so želeli, da bi bil Arteon s prenovo v notranjosti manj podoben Passatu. No, ampak ta sorodstvena vez je seveda še vedno opazna. No, imamo pa odslej tu serijsko digitalni zaslon merilnikov, volanski obroč je nov in je odslej kapacitiven, klimatsko napravo pa odslej upravljamo popolnoma na dotik. Izpostavljamo 2 novi različici. Prva je športna Arteon R, ki jo bo poganjal najmočnejši dvolitrski turbobencinski motor z 235 kW. No, druga pa je priključni hibrid. Zgolj na elektriko naj bi lahko takšen avto prevozil do 59 km. Serijsko bosta vozniku pomagali asistenci Travel Assist in Emergency Assist, torej Arteon bo samodejno ustavljal v zastojih, prilagajal hitrost v zavojih, držal sredino pasu na avtocesti in varno zaustavil, če ne bi zaznal voznikove reakcije. In podobne novosti prinaša tudi prenovljeni Tiguan. Tudi ta je vizualno osvežen, prinaša pa tudi novosti v notranjosti in izboljšane asistenčne sisteme. Ponovno nekaj za športne in eko navdušence. Tiguan R ima 235 kW moči in 4-kolesni pogon s tehnologijo R Performance Torque Vectoring, ki lahko deli navor tudi med obe zadnji kolesi glede na to, katero kolo ima več oprijema. Kaj pa hibrid? Gre za sodelovanje 1,4-litrskega turbobencinskega in električnega motorja, ki energijo črpa iz baterije s kapaciteto 13 kWh. Takšen Tiguan naj bi omogočil električno vožnjo do hitrosti 130 km/h in električni doseg do 60 km. Ampak za razliko od Arteona, ki je nišni model, je Tiguan eden najpomembnejših Volkswagenovih modelov sodobne dobe, torej eden najbolj množičnih modelov. In daleč od nišnega bo, glede na svojo zgodovino, tudi naša tretja novost. Golf variant oziroma karavanski golf. Včasih mu pravimo celo golf z nahrbtnikom. Ampak ta nahrbtnik v primerjavi s preteklo generacijo golfa ni bistveno večji. Skupno meri njegova prostornina 611 litrov. Ampak novi golf variant je v primerjavi s svojim predhodnikom daljši za kar 35 cm. In še ena pomembna razlika. Medosni razdalji predhodnika, se pravi kombi limuzine in karavana, sta bili skoraj enaki. No, pri novem modelu sta medosni razdalji različni, torej medosna razdalja karavana je daljša. In to pomeni več prostora za potnike na zadnji klopi. S tem so pridobili dodatne 4 cm. Sicer pa Golf karavan z Golfom kombi limuzino deli vso tehniko. No, edina posebnost je različica Alltrack, ki prinaša 4-kolesni pogon in posebno terensko zunanjost. Za vas smo pripravili tudi testa Volkswagena Golfa in Volkswagena ID.3. No, obiskali pa smo tudi Volkswagenov salon nove dobe v Ljubljani.